tematika črpanja oziroma nečrpanja evropskih sredstev. Z nami so trije sogovorniki, in sicer Franc Bogovič, podpredsednik Slovenske ljudske stranke in poslanec Slovenske ljudske stranke, gospod Franc Pukšič, poslanec Slovenske ljudske stranke in gospod dr. Ivan Žagar, nekdanji minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. To vodno besedo predajam gospodu Bogoviču. Lep dober dan vsem skupaj. Na dan, ko se bomo v parlamentu srečevali z predstavnico slovenske vlade in to z odstopom ministrice zadolžene za lokalno samoupravo regionalni razvoj, se nam je zelo prav, da spregovorimo za naše pojme zelo odgovorni in pa pomembno področju, ki je črpanje evropskih sredstev in je zagotovo povezano predvsem z delom te službe, ki je zadolžena in je tudi glavno upravljanja za celotno finančno perspektivo. Mi ocenjujemo, da je leto, ki je za nami, dobro leto, odkar je vlada zaseda svoje mesto na področju te regionalne politike, v osnovi lahko v veliki meri ugotovimo najprej popoln zastoj na področju zakonodaje z področja ustanavljanja pokrajin. Po naših podatkih je poleg osebnega zdravja ministrice eden od zelo pomembnih argumentov, kot je bil pri njeni odločitvi to, da vlada ni sprejela njenega predloga, da bi se ta paket zakonodaje uvrstil v vladni program za leto 2010. Zagotovo pa ocenjujemo, da dejansko v okviru vlade Republike Slovenije danes ni praktično nobene pripravljenosti, da bi se z tem projektom ustanovljanja pokrajin nadaljevalo. Kar je tudi nasprotno z trditvami, ki jih je ministrica tudi na hearingu in kasneje večkrat izrekla, kjer je tudi na moje eksplicitno vprašanje, kaj pa če ne bo pokrajina ali ima plan B, odgovorila, da zagotovo projekt ustanovljanja pokrajina napreduje, vendar mislimo, da ni in da je tudi res nekje na slepem tiru ta celotni projekt. Skozi že od hearinga naprej je bilo zelo jasno, da so različni pogledi na črpanje sredstev. Ministrica v odhodu, ki je le preteklosti se ukvarjala s tem področjem, je imela drugačen pogled kot minister za razvoj, ki od vsega začetka mislimo, da za veliko mero tudi postolovščine se spušča na to področje z željo po spremembi samega koncepta, kjer bi se ne iz sedanjega organa upravljanja SVRL-ja naredili več organov upravljanja. Na to sem tudi sam reagiral že na samem zaslišanju tudi njega in po 3/4 leta je minister spoznal in tudi videl, da bi dejansko tudi zamenjava te scheme pomenila zastoj za kakšno leto in pol, vendar pa namesto, da bi se aktivirale aktivnosti, se je od tam naprej, pa mislim, da se v premnogih vladnih službah ukvarjajo predvsem z iskanjem krivcev v prejšnji vladi in pa tudi na nek način po njihovem prepričanju zelo strankarsko razdeljenih razpisih, predvsem z področja programa razvoja regije, je bilo to večkrat očitano. Ugotavljamo, da v letošnjem letu za tiste razpise, na katere bi lahko tudi kandidirale občine, praktično ni bilo izvedenega nobenega razpisa in da je letošnje črpanje iz tistih razpisov, ki so bili razpisani že do lanskoletnih državnozborskih volitev in tako je kar na nekaj programih ta aktivnost po celi Sloveniji je zelo aktivna, predvsem razvoj regije, mislim, da je aktivn program. Zelo se pa bojimo, glede na to, da še ni bilo novega 5. razpisa, kaj se bo zgodilo, ko bodo se te aktivnosti po tem programu iztekle in da ostaja resna nevarnost, da bo prišlo do zastoja zopet pri črpanju teh sredstev. Pogrešamo številne razpise, za katere so vse osnove narejene v operativnem programu, ki je potrjen v okviru Evropske komisije. Tako ni razpisa že omenjenega programa razvoja regij. 70 milijonov čaka za obnovo gradov, za kar je zadolženo kulturno ministrstvo. Na ministrstvu za gospodarstvo in za razvoj še ni nič novega narejenega na področju gospodarskih središč. Zopet ena tema, ki v veliki meri omogoča decentralizacijo Slovenije in kjer je toliko sredstev rezerviranih, kot je za program regij, govorimo o 300-400 milijonov evrov sredstev in dejansko poteka celo leto samo pregled lanskoletnih aktivnosti in prav ničesar novega ni narejenega.
Podobno ni razpisov za učinkovito rabo energije, kjer že v lanskem letu so slovenske občine pripravljale projektno dokumentacijo na osnovi takrat še resornega ministrstva za okolje in prostor, kjer je bilo zelo jasno nakazano, da bo razpis za osnovne šole za vrtce, kjer se bo za projekt energetske učinkovitosti šel v obnove teh objektov. Doslej se je zgodilo samo to, da so se delno sredstva razdelila na Ministrstvo za zdravje, to je za bolnišnice in pa nekaj malega tudi za visokošolske inštitucije, za univerze, medtem ko se za ta regionalno-lokalni nivo se ni na tem področju zgodilo nič. Popolno zastoj opažamo tudi na projekt na področju kohezijske politike. Dejansko tudi v proračunu je vidno, da številni projekti, kot so vodovodi regionalni od Prekmurskega do Pomurskega, do Belokranjskega, pa vse do različnih odlagališč, da so dejansko ti projekti v zastoju. Prav tako tretja razvojna os in to so klasični projekti, kjer bo Slovenija plačala ceno, da se ni pravočasno reorganizirala na področju lokalne samouprave, kajti danes vidimo, da kot država, kot nosilec umeščanje takih prostorskih zadev je povsem neučinkovita, na drugi strani pa je med občinami pa tudi že velika razgledenost in včasih zelo težko uskladiti interese in zato smo trdno prepričani, da so to klasični projekti, ki bi se morali umeščati v prostor in tudi osmisliti na regionalnem nivoju. Na področju gašenja gospodarske krize mislimo, da bi Slovenija morala narediti podobne korake, kot so jih naredili nekatere druge dežele. Zelo znani pa mislim, učinkovit primer je bil v Nemčiji, kjer je poznal osebno izkušnjo kolega župana iz Baden-Württemberga iz Oberheima, ki je moral za teden dni skrajšati dopust, kajti po odločitvi nemške vlade so nemške občine dobile v letošnjem letu dvojni znesek za investicije in na ta način želijo narediti to, kar tudi mi večkrat opozarjamo, da je potrebno začeti gospodarstvo oživeti in pa krizo blažiti povsem na že na lokalnem nivoju in po naših ocenah je investicijski potencial občin danes tako v smislu finančnega potenciala, predvsem pa kadrovskega potenciala, bistveno bolj sposoben in bi lahko hitreje tudi naredil ta preboj v gospodarskem smislu. Žal se je naša vlada odločila predvsem v gašenje socialne stiske, ki je tudi potrebno bistveno premalo, pa tudi z aktivnostmi in pa z samim vlaganjem v lokalno gospodarsko infrastrukturo, kjer smo trdno pripričani, da občine marsikaj postorirajo. Tako da, če z eno besedo strnem, ocenjujemo, da je bo končni čas, da se vlada začne ukvarjati z aktivnostmi, z razpisi in preneha zgolj z uloževanjem in negativizmom do preteklega dela in pa nekih revizij, katerih že nismo praktično videli nobenih izsledkov, tako teh delitev po občinah, kakor tudi na področju gospodarskih središč, kjer je tudi na nek način želijo novo smisliti te zadeve. Z eno besedo opažamo neučinkovitost in pa nenehno željo po centralizaciji teh sredstev iz prejšnjega koncepta, kjer so ta sredstva predvsem usmerjena v decentralizacijo in dekoncentracijo Slovenije in so se aktivnosti odvijale na področju celotne Slovenije.